Res bi rada pojasnila recimo to, kako je možno, kaj je tisto v sistemu, ta mehanizem, da se vse bogatstvo, vsa moč preliva pač k peščici, neki eliti tega sveta. Ja, najmočnejši mehanizem je zadolževanje. Zadolževanje, to imenuje politični ekonomist Michael Hudson, debt-induced deflation, se pravi zmanjševanje povpraševanja, zmanjševanje kupne moči zaradi zadolženosti. Zdaj, zadeva je seveda veliko bolj jasno vidna v Združenih državah kot imperialnem centru, ker so v teh procesih recimo 20 let pred nami. Ne. Tam so ljudje totalno zadolženi, tam so, bi rekel, vse te slabšanje življenjskih razmer, ko so ljudje, kar naenkrat morajo začeti delati 2 službe, zato da lahko preživijo, ne, začeli flikati za kreditnimi karticami, pa z zadolževanjem. Zdaj recimo študij je bil včeraj zastonj, danes moraš plačati 200-300 tisoč dolarjev za študij na elitni univerzi, ne, in s tem ljudje vstopajo v to sužnje lastniško kreditno razmerje. In potem se seveda tistim, ki financirajo ta denar, iz fiktivnega denarja se bogatstvo povečuje, ljudje pa delajo danes na jutri. Ne? Tako da zadolževanje, potem pa cene. Cene. Za enega milijarderja je vseeno, stane kila kruha 1 evro ali 100 evrov, ker vsi približno, to je za njega irelevantno. Za revnega človeka pa to ni vseeno. Ali stane kilogram kruha evro ali 2 evra ali 3 evra. Ne? To pomeni, skozi dviganje cen, skozi inflacijo, inflacija ni naraven pojav. Ta inflacija, ki je zdaj nastopila povsod po svetu, recimo katastrofalna, v Evropi najvišja v Nemčiji, je umetno ustvarjena, z rušenjem dobavnih verig, z uničevanjem proizvodnih obratov tudi. O tem je veliko poročil. Vse to povzroča pomanjkanje blaga, dviganje cen blaga. Zakaj? Zato, da se ljudem ponuja neko univerzalni temeljni dohodek, ki je pa oblika digitalnega suženjstva, ker je pogojen s cepljenjem, pogojen z nekritičnim razmišljanjem, nepritoževanjem. To so vse razvite tehnologije, ki so na Kitajskem že poskusno v uporabi kar nekaj časa. V Italiji, v Bologni so uvedli en del teh tehnologij. V bistvu ta svetovna elita, če tako rečemo, gleda, kje je katero od teh suženjskih tehnologij uvesti. Se pravi, gre za prelivanje vrednosti, ki zdaj dobiva groteskna razmerja. Začne se pa pri tem, kako visoka je moja plača. A je moja plača taka, da mi omogoča enostavno preživetje in prihranke, ali ne? No in tukaj se začenja rušiti. Se pravi, plače, zadolževanje, temu lahko rečemo osnovni algoritem razporeditve kupne vrednosti. In v ta osnovni algoritem, neoliberalni, neoklasični, je vgrajena ta naraščajoča neenakost, ki je zdaj dosegla take razmere, da niso več vzdržne. Ampak tudi države se na veliko zadolžujejo. Pri komu je važno? V bistvu je tako, država bi vsaka morala voditi aktivni proračun, to pomeni voditi tako politiko, da so vsi viri družbeni polno angažirani, to že zdavnaj ne drži. In to zadolževanje je umetno povzročeno. Kako umetno povzročeno? Ja, recimo najbolj plastičen primer je projekt COVID-19, kjer je bil COVID je umetno povzročen projekt, o njem smo se že pogovarjali, ki ima za posledico ogromno investicij, za katere so se države zadolžile. Zadolžile so se za strupena cepiva, zadolžile so se za maske, zadolžile so se za subvencioniranje ustavljenega gospodarstva in družbe. Se pravi, to so sami subverzivni vzroki, popolnoma za virus. Tudi če bi verjeli v patogenost virusa, bi morali priznati, da zdaj pa vsem zlaganim statistikam je vseeno smrtnost tega virusa bila 0,14%.
Se pravi, zanemarljiv vzrok smrtnosti. Kljub temu je razsuta celotna človeška družba in gospodarstvo. Zdaj, tukaj ni rešitve znotraj tega sistema, ni pojasnil. Mislim, lahko pojasnimo, kdo, zakaj, komu je, ne? Ampak to je narejeno za izropanje večine svetovnega prebivalstva.